Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo, tudi iz druge strani. V današnji oddaji. V državnem zboru pozivi k nujnim rešitvam in sistemskim spremembam za integracijo Romov v jugovzhodni Sloveniji. Zdravstveni dom Ljubljana ostaja brez 2 pediatrov, številni blizu upokojitve. Rast cen se še naprej umirja, kažejo podatki statističnega urada. Blejski forum je prostor dialoga, kjer je dobrodošel vsak glas, tako izraelski kakor palestinski. Obrambni ministri Evropske unije tudi o nadaljnji pomoči napadeni Ukrajini. Edo Škulj, muzikolog, glasbenik ter duhovnik iz seljenske, zdomske in matične Slovenije. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poteka nujna seja, na kateri obravnavajo predlog priporočila vladi v zvezi z reševanjem romske problematike. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v imenu predlagatelja dejala, da so poslanci sklicali sejo zaradi neustreznega in neučinkovitega upravljanja z romskim vprašanjem. Želijo si ukrepov, ki bi življenje na jugovzhodu države izboljšali, saj so razmere tam vse bolj zaskrbljujoče. Petra Stopar. Poslanka Bah Žibert je uvodoma povedala, da je jedro težav v tem, da se je sistem v odnosu do romskega dela populacije večinoma ukvarjal s pravicami, nič pa z odgovornostmi in enakostjo pred zakonom. Namreč to, če bomo tolerirali kazniva dejanja, če bomo tolerirali to, da se kriminal stopnjuje med mladoletniki, če bomo tolerirali to, da otroci ne prihajajo v šolo in v bistvu iskali razloge in obmetavanja, ne naredi dovolj lokalna skupnost, ne naredi to, ne bomo prišli do ustreznih rešitev. Strani pristojnih ministrstev je bilo slišati, da zadeve rešujejo, a da ne gre čez noč. Po besedah ministra Boštjana Poklukarja se na Ministrstvu za notranje zadeve zelo dobro zavedajo varnostnega in integracijskega problema v jugovzhodni Sloveniji. Omenil je, da je v juliju prišlo do porasta kriminala strani posameznih skupin iz romskih naselij. In seveda, ko sem bil na obisku v Ribnici in Kočevju, sem pravzaprav poslušal številne zgodbe, ne samo župana, tudi ljudi. Ne kažem nobenega s prstom, ampak še enkrat povem danes, da specialni povratniki se nam smijo tako vsem nam kot policiji. Dodal je, da morajo tu izvršilna, zakonodajna in sodna veja oblasti ravnati bistveno bolj učinkovito. Podžupan Kočevja Gregor Košir je poudaril, da mora za uspešno integracijo romskega prebivalstva v jugovzhodni Sloveniji priti do sistemskih sprememb, predvsem pa je treba ugotoviti, kje prihaja do izkoriščanja sistema. Včeraj je Tarča javno pokazala, kakšna je razlika med velikimi družinami z zaposlenimi kadri in z nezaposlenimi kadri. Se pravi, veste, da pri taki socialni politiki integracije romske skupnosti ne bo. Župan Šentjerneja Jože Simončič se je vprašal, zakaj se zdravi samo simptome težav, na primer z ukrepi, kot so še več socialnih delavcev, še več romskih pomočnikov. Veste, romski pomočnik mora dobiti otroka v šolo. Če ga ni v šolo, romski pomočnik ne more storiti nič. Kdaj bomo začeli zdraviti vzroke? Tudi ribniški župan Samo Pogorelc ugotavlja, da vlada samo gasi požar, glavni rešitelj trenutnega stanja pa je po njegovi oceni notranje ministrstvo. Res si želim, da si nalijemo čistega vina in da se nehamo tudi pogovarjati, ne gre čez noč. Čez noč bo treba. Čez noč bo treba vpisati otroke v vrtec in šolo, da bodo začeli tudi nevladne organizacije opravljati svoje delo. Da se tudi v občini Brežice stvari ne pomaknejo naprej, zgolj slabšajo, je opozoril brežiški podžupan Bogdan Palovšnik. Občina Brežice je kazensko obremenjena, imamo tudi migrante in občina Brežice na podlagi vseh teh dogodkov, vsega skupaj se čuti, izobčeno zapostavljeno. Predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat Muc razume težave lokalnih skupnosti. Vse je pozval, da stopijo skupaj, da ne izboljšajo samo varnostnih razmer, ampak tudi druga področja, predvsem izobraževanje. Kajti na jugovzhodnem delu je prav na področju izobraževanja stanje zelo šibko. Seja odbora še poteka.
V enoti zdravstvenega doma Ljubljana Bežigrad s koncem avgusta odhajata 2 pediatra. Nove intenzivno iščejo, a bi bile lahko kadrovske težave v prihodnje še večje. V ustanovi je namreč približno polovica pediatrov starejših od 55 let. Ker bodo njihove upokojitve težko nadomestili, od odločevalcev pričakujejo sistemske ukrepe. Prispevek Roka Mihevca. Kot so v zdravstvenem domu Ljubljana pojasnili na novinarski konferenci, gre za prvi odpovedi pediatrov v letošnjem letu. Nove intenzivno iščejo. Zaradi odpovedi brez izbranega zdravnika ostaja 2500 otrok in mladostnikov ter dobrih 600 odraslih. Do novih zaposlitev bodo delo organizirali čim bolj varno in kakovostno, je zagotovila predstojnica enote Bežigrad Anja Zidanšek. Za otroke in mladostnike bo poskrbela šolska zdravnica, ki ostaja v enoti Bežigrad, ter preostali pediatri. Anja Zidanšek je opozorila, da so težave v pediatriji na primarni ravni zdravstva prisotne že več let. Smo v zadnjem času soočeni z razmerami v tem smislu, da porašča število prebivalcev, po drugi strani pa upada interes zdravnikov, da bi se zaposlili v našem zdravstvenem domu, kar predstavlja velik izziv in se trudimo v bistvu, da bi lahko varno in kakovostno delali, kakor gre v danih okoliščinah. Trenutno zaposlujejo 45 specialistov pediatrije, ki večinoma presegajo zahtevano število opredeljenih pacientov. Ta trenutek bi tako lahko zaposlili 9 novih. Stanje je pravzaprav posledica preteklih let, ko smo sprejeli v našem zdravstvenem domu in opredelili veliko otrok iz sosednjih občin, kjer se je v bistvu ta težava z področja primarne pediatrije v smislu pomanjkanja pediatrov najprej začela kazati. Zavedajo se tudi, da je polovica pediatrov starejših od 55 let in bodo težko nadomestili upokojitve. Pediatrinja v enoti Moste Polje, Marija Burnik, pa je dodala, da je problem tudi v težavnih pogojih dela v pediatrični nujni medicinski pomoči, kamor starši po pomoč pogosto pripeljejo tudi otroke, katerih zdravstveno stanje ne zahteva nujne obravnave. Obravnave otrok so ob tem vse bolj kompleksne. Konkretno v predšolski ambulanti je čedalje več otrok z motnjami v razvoju, čedalje več je bolj posebnih socialnih okoliščin, ki vse skupaj zahteva vse več časa za delo s temi otroki. V šolski problematiki pa se množijo kompleksne obravnave zaradi težav in stisk na področju duševnega zdravja mladostnikov. Ob tem pa moram poudariti, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mladostnike obravnava kot zelo zdravo populacijo brez kakršnih koli oziroma z zelo malo kompleksnimi težavami in posledično zdravnikom namenja zelo malo časa za obravnavo teh otrok, kar pomeni, da ko zdravniki porabijo vse več časa za vse kompleksnejše obravnave, seveda potem zmanjka časa za ostale redne obravnave. Pediatra, ki sta v enoti Bežigrad dala odpoved, se bosta po besedah Zidanškove zaposlila v gospodarski družbi, kjer so pogoji dela drugačni kot v javnih zdravstvenih ustanovah, lažje pa se izposluje tudi boljše plačilo. Slovenski bruto domači proizvod je lani po letni reviziji ocene znašal skoraj 64 tisoč milijonov evrov, kar je nominalno za 12,4% več, realno pa za 2,1% več kot predlani. Več Jernej Dragar. Bruto domači proizvod je danes vendarle boljši od slabih februarskih napovedi. Po letni oceni bruto domačega proizvoda za leto 2023 je ta znašal 63.951 milijonov evrov. To je bilo nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 12,4% več kot leto prej, merjeno v obsegu oziroma z izločenim vplivom cenovnih sprememb, realno pa za 2,1% več. Je povedala generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije Apolonija Oblak-Flander. V letu 2022 je nominalna rast BDP-ja medtem znašala 9,4%, realna pa 2,7%.
Izpostavila bi še zaposlenost, ki je v lanskem letu ponovno zrasla in dosegla novo najvišjo raven v celotni časovni vrsti slovenskih nacionalnih računov. Število zaposlenih se je lani povečalo za 2,1 odstotka, število samozaposlenih za 3,6 odstotka. Skupna zaposlenost se je zvišala za 1,6 odstotka in povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1 100 000 oseb. Je še dodala Oblak Flander. Od tega jih je zaposlenih nekaj več kot 80 odstotkov, samozaposlenih pa nekaj manj kot 20 odstotkov. Statistični urad je objavil tudi podatke o medletni inflaciji za avgust, ki kažejo, da se rast cen še naprej umirja. Letna rast cen se je znižala 5. mesec zapored in je v avgustu znašala 0,9 odstotka. To je druga najnižja raven letne stopne inflacije po marcu 2021, ko je bila 0,1 odstotna. Pri storitvah so cene na letni ravni v povprečju zrasle za 4,1 odstotka, pri blagu pa so upadle za 0,7 odstotka. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene v restauracijah in hotelih, sledile so podražitve alkoholnih pijač in tobaka, izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura ter hrane in brezalkoholnih pijač. Po drugi strani so jo ublažili cenejši izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Medletna inflacija v Sloveniji se je glede na objavljene podatke Evropskega statističnega urada Eurostat spustila pod povprečje območja evra. Inflacija v državah z evro. Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še Izraelska vojska nadaljuje napade proti Hamasu na Zahodnem bregu. Jutrišnja zahvalna sveta maša slepih in slabovidnih bo ekumensko obarvana. Jutri tudi romanje bolnikov in invalidov novomeške škofije na Zaplas. Šport. Slovenske odbojkarice sede v Parizu začele s porazom. Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski južni obvoznici je pred Vičem proti razcepu Kozarje zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Cesta Stara od Kozina je zaradi nesreče pri obrovu zaprta, no previdno pa na Gorenjski avtocesti na izvozu Brnik proti Jesenicam je namreč promet močno oviran zaradi predmetov na cestišču. Kar nekaj zastojev tudi v tem popoldnevu. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 10 km dolg zastoj. Izvoz Jesenice vzhod je dovoljen samo za lokalni promet. Proti Kranjski gori zato priporočamo izvoz Lesce, uvoz Jesenice zahod proti Avstriji je tudi zaprt. Na Štajerski avtocesti je kolona pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na ljubljanski zahodni obvoznici je kolona od Koses in na južni obvoznici od Rudnika Obasta proti Brezovici. Na Primorski avtocesti so zastoji tudi proti Ljubljani. Upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih je od Razdrtega do Brezovice, zamuda je pa tam okoli 30 do 40 minut. Zastoji pa še na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana, Brezovica, Šmarje Koper, Lucija Izola, Žirovnica Jesenice in pa Pesnica Šentilj. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič. Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva. V Bruslju je včeraj potekalo neformalno zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije. Visoki zunanje politični predstavnik unije, Josep Borrell, je predtem predlagal razpravo o uvedbi sankcij proti skrajno desnima izraelskima ministroma Bezalelu Smotriču in ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi kršenja človekovih pravic. In kakšno stališče je zavzela naša zunanja ministrica Tanja Fajon? Meta Potočnik. Borrell, ki pripada španski socialistični delavski stranki, meni, da je to potrebno storiti, vendar pa o tem odloča države članice. No, večina ministrov je bila do predloga zadržana, nekateri so bili ostro proti, denimo Češka, Avstrija in Madžarska. Naša zunanja ministrica Tanja Fajon je Borrella podprla ter pozvala tudi k novim sankcijam proti voditeljem Hamasa. Vojno v Gazi, ki se zdi, da se nekako širi tudi na Zahodni breg, pa kar ni videti konca. Enkrat se zdi, je bila predvsem izraelska stran tista, ki je bila deležna tega pritiska. Na drugi strani pa se je Hamasu nekako gledalo skozi prste.
S tem mislim, da pač se ni postalo vprašanje, dobro je, boste priznali pravico Izraela do obstoja ali ne, ste v tej državi ali niste. Bila je prilika pred parimi tedni idealna, ko se je razpravljalo o priznanju palestinske države, pričakoval, da se bo postavilo vprašanje obstoja, priznanja pravice do obstoja Izraela. Se ni, pravim, to je bila ena izgubljena prilika, da se pritisne tudi na palestinsko stran. Pravi nekdanji diplomat Božo Cerar. In kaj s podporo Tanje Fajon Slovenija sporoča svetu? Takole odgovarja Cerar, ki meni, da bosta morali obe sprti strani nekoliko popustiti, če bosta nekoč hoteli živeti v miru. Tradicionalno bi človek rekel zgodovinsko pogojeno prizanesljivost izraelske strani, Nemčije, Avstrije in tako naprej. Je težko zdaj pričakovati, da bo pač doseženo neko soglasje o takšnih ali drugačnih sankcijah zoper pač omenjene. In kako presekati to skoraj 100-letno kompleksno spiralo nasilja? Da se dajo garancije tudi strani arabskih držav, tudi strani samih Palestincev in seveda širše mednarodne skupnosti Izraelu pravico do obstoja, pravico do varnosti in na drugi strani seveda Palestincem, da živijo v svoji lastni državi, Palestini ob, seveda obstoječi izraelski državi. Skratka, smo tudi pred začetkom Blejskega foruma. Stranka Levica in z njo povezane skoraj neznane nevladne organizacije zahtevajo od naše vlade, da prekliče povabilo na Bled eni najvplivnejših žensk v Izraelu, Cipi Livni. To je nekdanja zunanja ministrica in levosredinska političarka, znana tudi kot zagovornica LGBTQR gibanj, ki jo Levica obtožuje vojnih zločinov. Tu se postavlja vprašanje, zakaj so v stranki tako močno proti nekomu, ki je politično in ideološko precej na njihovi strani. Kajti namen Blejskega foruma je vendarle prostor dialoga in neizključevanja. Zakaj so proti njej kot osebi, ki se je vzela upisati, to bi prepustil kar Levici, da sama nekaj obrazloži. Zame seveda je pomembno, da če smo gospod povabili, in se mi zdi, da je bil najbrž pri tem teh premislek vsekakor prisoten. Mimogrede sam podpiram njena prisotnost, kajti če se pogovarjamo na tem konkretnem panelu, če se ne moti, kamor je povabljena, se bo govora o Gazi. Potem se mi zdi seveda posebno na mestu, da slišimo tudi izraelski glas. Na forumu bo prisoten gospod Burguti, predstavnik palestinske civilne družbe, tudi kakšen arabski minister, seveda, če hočemo imeti eno pravo razpravo prisotnosti stališč enih in drugih. Je še dejal Božo Cerar. Še pred začetkom največjega diplomatskega dogodka v regiji, Blejskega strateškega foruma, ki se bo začel v ponedeljek, se bo danes v Sloveniji izbralo tudi 42 mladih voditeljev iz 30 držav sveta. Letos namreč že 13. leto zapored poteka tudi Blejski strateški forum za mlade, kjer zbrani udeleženci razpravljajo o globalnih izzivih sveta. Med mladimi voditelji, ki se bodo po delovnem vikendu preselili še na osrednji forum, bo tudi novinar Nejc Krevs. Veselim se, da bom lahko kot eden izmed mladih voditeljev pod geslom obnovitev skupnih temeljev izmenjaval svoje poglede na različne globalne izzive sveta, od reševanja konfliktov, preprečitev novih pandemij do izkoreninjanja revščine in vključevanja ranljivih skupin v vse družbene pore. Udeležbo na forumu razumem kot priznanje mojemu novinarskemu delu. Med skoraj 400 prijavljenimi kandidati na program BSF Young nas je bilo, kot ste omenili, 42 izbranih voditeljev iz 30 držav in 5 kontinentov. Velik privilegij je, da slišiš pogled človeka z drugega konca sveta in predvsem je izziv, kako se poenotiti pri delikatnih vprašanjih, ki polarizirajo svet in nas delijo na globalni jug in globalni sever. Kljub temu pa sem prepričan, da bomo pri univerzalnih temeljih, kot so človekove pravice in empatični odnos do tako imenovanega drugega, izoblikovali enotna stališča. Prihajamo z različnih političnih, medijskih, diplomatskih in nevladnih krogov, kar je zelo spodbudno.
Poleg delovnega vikenda na Pokljuki v okviru Blejskega strateškega foruma za mlade pa se veselim tudi panelov na Bledu. Biti del BSF-ja je izjemno. Kar nekaj visokih gostov se bo udeležilo foruma, tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Verjamem, da bo to priložnost, da kot mladi voditelj izzovem ključne odločevalce, da prispevajo svoj delež k krepitvi globalne stabilnosti. Dan po zunanjih so se v Bruslju na neformalnem srečanju zbrali še obrambni ministri Evropske unije. Tako kot včeraj so v ospredju vojna v Gazi, konflikt v širši bližnjevzhodni regiji in nadaljnja pomoč napadeni Ukrajini, ne le na področju finančne pomoči ter oboroževanja, ampak tudi urjenja ukrajinske vojske v Evropski uniji. Več Marcel Krek. Ukrajinski vojaki se urijo predvsem na Poljskem in v Nemčiji, saj o morebitnem urjenju vojakov v Ukrajini soglasja med članicami ni, čeprav sta pripravljenost na kaj takšnega izrazili Švedska in Estonija. Cilj je usposobiti 60,000 vojakov in morda še kaj več. To je najuspešnejša misija usposabljanja, ki jo je Evropska unija kadarkoli izvedla. K temu so prispevale številne države. Pogovarjali se bomo tudi o možnosti odprtja posebne izpostave v Kijevu, da bi še poglobili usklajevanje z ukrajinskimi oboroženimi silami. Je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik povezave Josep Borrell. Ministri razpravljajo tudi o prošnji ukrajinskih sil, da zahodne države umaknejo vse omejitve glede uporabe dobavljenega orožja pri napadih na rusko vojsko, tako na ukrajinskem kot ruskem ozemlju. Nesmiselno je trditi, da bi bili zaradi dovoljenja Ukrajincem za napade na ruskem ozemlju v vojni proti Moskvi. Nismo v vojni proti Moskvi. Podpiramo Ukrajino, ki je napadena tudi z ruskega ozemlja in v skladu z mednarodnim pravom se lahko odzove z napadi na kraje, odkoder je napadena. Je bil jasen Borrell. Zasedanja se iz Slovenije udeležuje državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec, saj premier Robert Golob po odhodu Marjana Šarca v Evropski parlament še vedno nima novega obrambnega ministra. Profesor dr. Edo Škulj, ki je v sredo prestopil prag večnosti, ni bil le muzikolog in glasbenik, ampak tudi dušni pastir 3 Slovenij, izseljenske, zdomske in matične. Obenem je bil tako ali drugače vključen v delovanje 3 slovenskih teoloških ustanov. Predvsem pa je pomembno njegovo raziskovanje na področju slovenske glasbe, katerega sad je na desetine izdanih strokovnih del. Tonja Gorjup. Edo Škulj je bil doma v Podsmreki pri Velikih Laščah iz krajev, ki so nam dali Trubarja. Nekaj časa je bil župnik v Škocjanu, kjer je bil po njegovem prepričanju Trubar krščan. Sklepamo tako, ker je on sam povečkrat povedal, bil rojen na Lašci. Lašce takrat spadala pod Škocjan. Vemo, da samo župnije so imeli krstni kamen, zato je lahko zanesljivo povemo, da je bil on krščen v Škocjanu. Tako kot Trubar je tudi Škulj doživel begunstvo, saj se je kot otrok starši umaknil na Koroško in naprej v Argentino. Tam je obiskoval Slovensko teološko fakulteto v izseljenstvu in imel novomašo. Študij je nadaljeval v Rimu, kjer se je ves posvetil glasbi ter doktoriral s tezo o Stanku Premrlu. Tesno je bil povezan s Slovenikom, ki je sprejel prve študente prav iz Argentine. Ob zlatem jubileju te ustanove, katere gojenec je bil, je uredil zbornik. Ravnatelj Slovenika monsenjor dr. Joško Pirc me je naprosil, da uredim zbornik o 50-letnici Papeškega slovenskega zavoda v Rimu, kar sem z veseljem sprejel, saj čutim veliko hvaležnost do slovenskega zavoda. Skupaj so naredili načrt, ki se je v glavnih obrisih tudi uresničil. Pred prihodom v Slovenijo je bil nekaj časa izseljenski duhovnik pri zdomcih v Nemčiji, zatem pa v stolni župniji v Ljubljani. Med drugim je bil urednik cerkvenega glasbenika, predavatelj na orglarski šoli, tajnik teološke fakultete, pa tudi med pobudniki Slovenske teološke akademije v Rimu, ki je zaživela v Sloveniku. Sodeloval je pri njenih simpozijih in izdajal zbornike. Najbolj pa je bil doma pri cerkveni glasbi, od ljudske pesmi do največjih mojstrov, tako domačih kot tujih, od Galosa naprej.
Galus pravzaprav je resnično največja slovenska marka, bi lahko rekli, na glasbenem polju, človek, ki je med Slovenci najdalj prišel v Evropo. Opozarjal je, da je bil Jakob Handel Galus, včasih s pridevkom Karniolus, ne pa Petelin, kot mnogi radi namigujejo na slovenski priimek. Transkribiral je njegove notne zapise, izdal več knjig o njem in na desetine o drugih skladateljih ali različnih področjih cerkvene glasbe. Nadškof Stanislav Zore je ob odhodu častnega kanonika kratko dejal: Svoje poslanstvo med nami je dopolnil muzikolog, velik strokovnjak ter goreč duhovnik. Tudi na Radiu Ognjišče je večkrat sodeloval v različnih oddajah, od sakralne glasbe do Mohorjeve skrinje. Slepi in slabovidni vsako leto pripravijo zahvalno sveto mašo v zahvalo za vse prejete milosti ter za dragocene prijatelje, spremljevalce in dobrotnike. Tako se bodo jutri zbrali v Domu duhovnosti v Kančevcih, ker v Prekmurju živi tudi nekaj slepih in slabovidnih evangeličanske in binkoštne veroizpovedi, bo zahvalni dan tokrat ekumensko obarvan, nam je povedala koordinatorica dogodka Sonja Pungartnik. Letos bomo prvič se zbrali v ekumenskem duhu in sicer bodo z nami tudi duhovniki oziroma pastori evangeličanske in binkoštne cerkve, pa seveda tudi katoliška maša. Pri maši nas bodo nagovorili duhovniki vseh treh cerkva. To bo nekako posebnost in tega se veselimo. Tudi binkoštna vernica bo sodelovala z enim uvodom pri maši. Srečanje pa bo zaznamovano tudi z blagoslovom psov vodičev, tako kot je to vsako leto, in pa tudi s predavanjem. Letos bomo spoznali svetniškega kandidata Lojzeta Kozarja, ki nam ga bo predstavil njegov nečak Alojz Kozar mlajši, ki bo tudi glavni maševalec. Na zaplas pa bodo jutri poromali bolni in ostareli iz novomeške škofije. Ob tej priložnosti se bodo priporočili blaženemu Alojziju Grozdetu, da jih spremlja v trpljenju in jih okrepi v vsakodnevnih stiskah in težavah. Sveto mašo bo ob 10. daroval škof Andrej Saje. Včerajšnji večer je bil zgodovinski za naš klubski nogomet, ni se namreč še zgodilo, da bi Slovenija imela v eni sezoni kar 2 kluba v evropskih tekmovanjih in v tej sezoni bo temu tako. Olimpija še drugič zapored in Celje sploh prvič sta se namreč prebila v ligaški del konferenčne lige. Olimpija je v razprodanih Stožicah Hrvaško Reko odpravila kar s 5-0 in skupnih 6-1, Celje pa na stadionu z dežele armenski Pjunik s 4-1 in skupnih 5-2. V konferenčno ligo so se želeli prebiti tudi Mariborčani, ki so po prvi tekmi zaostajali z 1-0 proti švedskemu Djurgardenu. Žal jim rezultata ni uspelo obrniti, Švedi so sinoči na Ljudskem vrtu celo še enkrat zadeli in napredovali skupnih 2-0. Maribor je s tem sklenil evropsko popotovanje, Olimpijo in Celje pa jeseni čaka konferenčna liga, v kateri bo vsak klub igral 3 domače in 3 gostujoče tekme, vsakič z drugim nasprotnikom. Nadaljujemo na ledu. Naši hokejisti so včeraj v Rigi s porazom odprli kvalifikacije za olimpijske igre, ki bodo čez približno leto in pol v italijanskih Milanu in Cortini. Rise so s 4-2 premagali domačini Latvici, po tekmi branilec Žiga Pavlin. Pokopale se nas te izključitve, vsega so 3 zadetke, si mislim, da so 3 zadetke vsega z igralcem več. Mogoče so kakšne odločitve bile na meji, ampak ne igrajo pred domačimi navijači in mogoče je bil to tisti 6 igralcev. Se tehnica na njihovo stran obrnila, ampak neč, glave gor še 2 tekmi, dali smo vse od sebe. Na turnir pod 5 krogi vodi le prvo mesto v Rigi, Slovenija mora zato zdaj za preboj na olimpijske igre na naslednjih 2 tekmah nujno 2-krat zmagati. Slovenci pravkar igrajo proti Franciji, v nedeljo pa jih čaka še Ukrajina. V kvalifikacijah so nastopale tudi naše odbojkarice. V dvorani Maksa Pečarja v ljubljanskih Črnučah sta jih namreč čakali prvi 2 tekmi kvalifikacij za preboj na Evropsko prvenstvo, ki bo čez 2 leti v Brnu na Češkem. V torek so Slovenke za začetek Izrael odpravile s 3-0, z istim izidom pa včeraj še Estonijo. Po koncu prvega dela evropskih kvalifikacij kapetanka Saša Planinšec.
Definitivno smo vesele z izkupičkom, ki smo ga iz teh 2 tekem v bistvu dobile. Mislim, da je to bil naš edini cilj in vsi smo bili osredotočeni na to. Se pa sedaj v bistvu mislim, da apetiti rastejo v tej ekipi, da želimo poseči še višje. Slovenke povratne tekme teh kvalifikacij čakajo šele prihodnje poletje, zaradi 2 zmag s 3-0 pa so si zagotovile tudi nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Aziji. Poletne paralimpijske igre Pariz 2024. Na paralimpijskih igrah v Parizu smo včeraj videli prvo tekmo naših odbojkaric sede. Za začetek so se merile s svetovnimi podprvakinjami Kanačankami, ki so žal upravičile vlogo favoritin in zmagale s 3-0. Po tekmi selektor Simon Božič. Očitno je kvaliteta res na strani Kanade. Mi vemo, da smo nekako odhranjeni z višino v primerjavi z ekipo Kanade. Konec koncev pa so pokazali, zakaj so svetovne podprvakinje. V predtekmovalni skupini B sta še Ruanda, s katero se bodo Slovenke udarile jutri, in Brazilija, s katero se bodo merile v ponedeljek. Danes sicer tekmuje najuspešnejši član slovenske ekipe, strelec Franček Gorazd Tiršek. Finale zračne puške stoje v kategoriji R4, dobitnika 4 olimpijskih medalj čaka ob 16:15. Šport v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek. Popoldne bo v glavnem sončno, v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti? V nedeljo in ponedeljek bo še naprej sončno in vroče. V gorskem svetu ni povsem izključena možnost kakšne popoldanske nevihte. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15, seveda. Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj, Nova Gorica 37, Ajdovščina 36, Lendava 34, Murska Sobota jasno 33, tudi Idrija in Krško 33 stopinj, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor 32 stopinj Celzija, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Kranj, Litija, Metlika, Ptuj, Trbovlje in Vrhnika prav tako 32 stopinj. Celje, Črnomelj, Kočevje, Postojna, Gornji Grad, Maribor, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trebnje 31, Gorenja vas, Koper, Logatec in Slovenske Konjice 30 stopinj, Babno Polje, Pohorje, Podčetrtek in Velenje 29, Slovenj Gladec pretežno oblačno 28, Lisca jasno 25 tudi Jezersko, Tolmin 24 stopinj, Bohinjska Češnica 22, Rudno Polje 18, Krvavec 17, Kredarica pa grmi in 12 stopinj Celzija. Cesta Starod-Kozina je pri Obrovu zaradi prometne nesreče zaprta. Nekaj ovir na gorenjski avtocesti je na izvozu Brnik proti Jesenicam oviran promet, predmet je na cestišču, pa na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Precej pa je seveda tudi zastojev. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 8 km dolga kolona, izvoz Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo za lokalni promet, proti Kranjski gori priporočamo izvoz Lesce, uvoz Jesenice zahod je zaprt. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji kolona 2 km dolga, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni obvoznici od Rudnika proti Brezovici zastoj, pa še na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, tam je upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih in tam si naberete zamude do 40 minut, pa še zastoj na cesti Logatec Vrhnika, Ljubljana Brezovica, Šmarje Koper, Lucija Izola, Žirovnica Jesenice in Pesnica Šentilj. Vozite potrpežljivo, strpno in previdno.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik oddaje Rok Mihevc, pa tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Punič. V nedeljo se začenja teden vzgoje, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Zakaj je društvo izbralo to temo in na katere države pedagogov se v društvu odzivajo, bo za naš radio povedal koordinator tedna vzgoje Matevž Vidmar, in sicer v Mozaiku dneva nocoj ob 18. Ura pa je 15:35. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.